Podpredsednik vlade Matej Arčon je za javnost po četrtkovi seji vlade povedal, da so se med drugim na vladi dogovorili, da bodo poravnali minimalne plače v javnem sektorju. Po besedah Arčona bodo torej največ pridobili tisti, ki so trenutno pod minimalno plačo, ter da so pogajanja za pogajalsko mizo edini pravi način za reševanje problemov. Spoštovane, spoštovani, dober dan. Na jubilejni 99. seji je bilo največ namenjeno plačam v javnem sektorju, tako imenovani reformi plačnega sistema v javnem sektorju. Vlada ugotavlja, da grejo pogajanja v pravo smer, da so pogajanja tako na stebrnem delu kot na krovnem delu z naše strani dovolj dobro pripravljena, da lahko ta pogajanja še bolj pospešimo s ciljem, da jih tudi seveda čim prej tudi zaključimo. Osnovno sporočilo, ki gre na današnji dan, je seveda tudi to, da je na mizi 1,3 milijarde, kar po drugi strani seveda pomembno je to, da gre javni sektor na bolje, da se plače v javnem sektorju bodo v prihodnje izboljšale, kar je seveda osnovni namen in tudi cilj naših pogajanj. Dejstvo je, da bodo največ pridobili tisti, ki so pod minimalno plačo, in bo seveda vlada s tem sistemom zagotavljala minimalno, se pravi, da bodo prišli na nivo minimalne plače in tako bo dejansko javni sektor tudi usklajen. Osnovni namen in sporočilo vsem sindikatom je, da je edina in prava pot, da pridemo in uresničimo ta dogovor, je pogajalska miza. Da niso štrajki oziroma protesti ali kakršnekoli druge oblike nasprotovanja pravi način, pač pa, da so pogajanja za pogajalsko mizo edina, ki nas bo pripeljala do tega, da bomo ta sistem uspešno v obojestranskem razumevanju tudi zaključili. Seveda pa je tekla beseda tudi o grožnjah na šoli, ki so krožile po internetu te dni. Lahko samo ob tem povem, da danes ni toliko trenutek iskanja nekega krivca, kdo je kaj naredil ali kdo je kaj povzročil, ali je policija ravnala prav ali ne. Jaz mislim, da ključen nauk zgodbe, kar se tiče tega, je to, da se starši zavedamo tudi svoje odgovornosti, ali dovolj dobro in kvalitetno komuniciramo s svojimi lastnimi otroki na to temo, na temo varnosti, na temo drog, in mislim, da je to ključno sporočilo ali pa nauk zgodbe za to, kar se je seveda zgodilo. Kar se tiče teme glede statusa Zavarovalnice in Pošte Slovenije, ga razumem kot plod neke notranje komunikacije ali nerazumevanja v omenjenih dveh strankah, ker gradivo je bilo še pred božiči poslano koalicijskim partnerjem in so potekala koalicijska usklajevanja in na to temo ni bilo večjih pripomb do seveda zadnjega tedna, lahko pa vso odgovornostjo zatrdim, da do prodaje omenjenih dveh družb ne bo prišlo. Pika in konec, ker to ni bilo predmet razprave nobenega koalicijskega sestanka in tudi nobene koalicijske pogodbe. Gre za statusno ureditev dveh družb, ki morajo izpolnjevati določene pogoje, da imajo določen status, sicer pa se bomo v naslednjih dneh in tednih tudi še koalicijsko usklajevali in pogovarjali, da najdemo skupno rešitev. Državni sekretar Vojko Volk je pokomentiral pretekle kibernetske napade, ki so se pripetili tudi na uradni spletni strani vlade. Torej, kot veste, kot je nekdo od vas ravnokar omenil, kibernetski incidenti trajajo še ta hip, lahko jim rečemo tudi hekerski napadi, vendar lahko zatrdim, da so razmere taki povladljive, da gre za tako imenovane DDoS napade, kjer gre za onemogočanje dostopa do spletnih strani,
Ta čas se incidenti dogajajo na 3 domenah oziroma 2. Ena od teh je tudi GovSea. Naj povem, da ukrepe sprejemamo vsak dan na dnevni ravni, da je operativna skupina Sekretariata za nacionalno varnost praktično ves čas v stiku. Danes zjutraj smo imeli tudi srečanja za to temo. Lahko potrdim, in te vesti smo bili zelo veseli, da je predsednik vlade zagotovil dodatna finančna in sredstva in kadrovske okrepitve sektorja za kibernetsko varnost. In smo s tem na dobri poti, da se tudi pred temi manj nevarnimi, če lahko tako rečem, DDoS napadi v prihodnje uspešno obranimo. Torej, Slovenija ostaja varna in stabilna država, tudi ko gre za kibernetske incidente. Druga zadeva je dogodek v šoli oziroma grožnje, ki je prišla s spletnih strani. V zvezi s tem je minister Poklukar odredil strokovni nadzor, ki je bil nujen in ga podpiramo. In predlagam, da počakamo na izsledke tega strokovnega nadzora, lahko pa zagotovim, da ukrepi ne bojo samo individualni, ampak tudi sistemski. To se pravi, poskušali bomo sistemsko zagotoviti, kjerkoli je to potrebno, da se kaj takega ne ponovi več. In kot tretja stvar, ki jo želim povedati, je, da bo prihodnji teden v Varnostnem svetu Združenih narodov potekalo glasovanje o resoluciji Varnostnega sveta o članstvu Palestine v Združenih narodih. Tam bo Slovenija skupaj s še 3 članicami, evropskimi članicami EU, visoko dvignila roko za vstop Palestine v članstvo Združenih narodov, torej skupaj s Francijo in z Malto. Če bo dan veto, se postopek preseli v generalno skupščino, najverjetneje, in potem seveda lahko o tem glasuje tudi generalna skupščina, postopek se lahko vrne v Varnostni svet, a kakorkoli že, s tem je storjen določen korak naprej, s tem se ustvarja pritisk na končanje spopadov in te morije v Gazi in v Palestini in mislim, da se ustvarja tudi pritisk na vse deležnike v mednarodni skupnosti, ki želijo, da se ta morija konča. Torej, navodila o tem, da ne glasuje za, naš veleposlanik v Združenih narodih že ima, gre za, tako mi temu rečemo, multilateralni poskus. To se pravi, da se Palestini, ki je zdaj pridružena članica, dvigne status znotraj Združenih narodov v članstvo Združenih narodih. Seveda je na tako resolucijo Varnostnega sveta možen veto, vendar se v tem primeru odločanje oziroma postopek preseli v generalno skupščino, kjer se spet odloča z 2/3 večino o tem, to seveda traja nekaj tednov in se spet lahko v odločanje vrne v Varnostni svet. Kot rečeno, je to bolj sredstvo pritiska in ozaveščanja o nuji končanja te morije in Slovenija bo seveda skupaj s Francijo in Malto dvignila roko za to odločitev, v katero tudi iskreno verjamemo. Mi mislimo, da je Palestini mesto v Združenih narodih in da ima pravico tam izpostavljati svoj glas. Nismo noben otok, nobena oaza. Vemo tudi, da je v večini primerov se za tem skriva, jaz ne rečem Rusija, rečem Putinov režim, ker si tudi sami pripisujejo, da to delajo. Ni pa vedno samo Putinov režim in ni mogoče vedno atribuirati samo na Rusijo te napade. Dostikrat so tudi kakšni drugi subjekti, tudi kriminalne združbe, je pa to zelo težko ugotavljati. Je pa edini način, da se pri tem obraniš, je pa preventiva. In mislim, da z vsakim dnem teh napadov smo odzivnejši, vsak dan se kaj novega naučimo in reagiramo. In te naše rešitve predlagamo skozi zakone in predpise, skozi sistemske ukrepe tako zvane in ponavljam, da smo veseli, da smo dobili finančno injekcijo, ki je zagotovil predsednik vlade in tudi kadrovske rešitve, s katerimi si bomo lahko že pomagali že ta hip in bomo že praktično v nekaj tednih močnejši za nekaj dobrih kadrovskih rešitev in za nekaj novega hardvera, če lahko tako rečem.